Genialno pravi potem Platon, dobro, se potem ta koncept je imel tudi svoje šibke točke, ampak genialno pravi, sonce ti me razsvetljuje in če sem vzgojen iz racionalnosti, da sem tudi moder, izjemno veliko dobrega naredim. Glede, sam imam izkušnjo, da ljudje, ki so res modri, ko so velikani, zdravniki ste genialci, pa tudi drugi, tak človek ne bo nič petelinast. Ne bo nič, ne vem, kaj se nosil. Za papeža so mi rekli, no, poleg tega, da dobro kuha špagete, to se bo tudi pozna, pa da je plesal tango, pa da navije ne za Manchester, ne za Anglijo, ne za Zavrč, ampak za San Lorenzo. So rekli, veste, ta papež ni noben važič, je tako preprost. Rad ima ljudi. En mi je rekel celo, ko naštevajo lastnosti, je rekel, veste, ta papež je pa veren. Hulala. Se rekel, fant, kaj pa to povedi? Mladi so genialci. In rekel, veste kaj, rad ima Boga in rad ima ljudi. Torej, veliki ljudje, modri ljudje, ne bodo nič petelinasti, se ne bodo nič ven metali. Zato, ker bo tak človek tako preprost, da se bom srečal s kardinalom v Hongkongu prihodnji mesec, to je en tak preprost mož, neverjetno, sam skuha kavo, pa še kaj drugega skuha. No, kuhati je dobro, res ne zna, to moram reči, ampak vseeno. Je pa tisto, kar da na mizo še dobro, se ima v tajnik pomaga. Ali pa, ko sem bil v Buenos Airesu, je bil še Načkov, s profesor Zorčevo sem bil, še ni bil pape, še ta naš slavni Načkov v Grgorijo skuhal špagete, seveda, tako močno porcijo, barila, pa omakati, to smo kar pokali. Potem smo šli pa na vlak, z nobeno limuzino. Veliki ljudje so odgovorni, modri in preprosti. Majhen človek, majhen duh, in to je pa nas ta velik problem, negativna selekcija, da na vrhove pridejo zelo puhle glave, je pa velik problem. Čim bolj puhla glava je, tem bolj kriči in ropota. In to se mi zdi en problem pri odgovornosti pri nas, ker tak ne more prevzeti odgovornosti, ker pameti nima, ker se obrača samo po vetru, ker bo samo pragmatično, kot je tam napisano, kar mi koristi, to bo v redu, to bomo naredili. Sam poročilo danes poslušajmo, kaj se dogaja, pa bomo videli. Edinstveni smo na svetu. Spreminjali bomo ustavo. Ljubi Bog, ne? In zakaj? Ni zagovor, ne bi šel v to vsakdanje politiko. No, potem za Platonom, se pravi, odgovoren človek je moder, srčen, pogumen in razsvetljen soncem, najvišje dobro, in ker je to najvišje dobro podarjeno njemu, bo čutil odgovornost, ker mi je nekaj dano, da to podarim drugim. Tagore je zapisal tako genialno, življenje mi je darovano, zaslužim ga s tem, da ga darujem. A ni lepo to? Ali pa na najstarejši univerzi v Aziji, v Manili, na univerzi Svetega Tomaža piše, je fantastičen napis, to rad povem tudi mladim. To, da si in kar si, je Božji dar tebi. Ni važno, katere vere si, ali katere filozofije. Je Božji dar tebi. To, kar boš naredil iz sebe, pa je tvoj dar bližnjim in Bogu. Torej, obdarjeni smo, obdarjeni ste in če to podarujemo drugim, smo tudi sami vedno bolj bogati. To je odgovornost po Platonu. Torej, vzgoja, modrost, srčnost, preprostost in sonce. Sonce, ki je v meni. Potem imamo Aristotela. Aristotel, Platon je bil bolj mistik, bolj tako. Aristotel pa pravi racionalist. Njegova Nikomahova etika je genialna. To
večkrat sem jo prebral in zmeraj znova, kaj odkrijem novega, to študentje morajo nujno prebrati. Poleg svetega Avguština in Kanta je Nikomahova etika zakon. In pravi med drugim tej Nikomahovi etiki Aristotel, pomembno je spoznanje, razum. Aristotel je veliko bolj prizemljen, sistematik. Potem, ko nekaj spoznavam, je pomembna preudarnost, pronezis je grška beseda, taka lepa preudarnost. Da nekaj spoznam, potem pa malo premislim, pretuhtam. Ampak ne, da bi ob tem obstal. Saj to veste, ne? Tudi odločitvi. Najslabša odločitev je neodločitev, ne? To smo v cerkvi doživljali, tudi vse mogoče zgodbe, ki so bile od mariborske, pa kakšne ljubljanske. Neodločitev, kar počakamo. Potem pa počakamo in pade nekaj, ne? Odločitev je pomembna, tudi če včasih slaba. Najslabša odločitev je neodločitev. No in pravi, preudarnost pomeni, da premislim. Preudarnost je še lepša beseda. Ne sem premislil, veste, z modrostjo vidim, poslušam, potem bi bil recimo Načkov, ki ste ga citirali, čudovit zgled, poslušal je tega, pa onga, potem se pa odločil. Ni nujno tako, kot mu je on svetoval. Se pravi, pameten človek posluša, preudari in se odloči. Ampak to še ni dovolj, pravi Aristotel. Mi imamo lahko krasno spoznanje, kako bi to naredili, ono naredili, preudarimo kako in kaj, ampak tretji element pri odgovornosti je volja. Volja, da to storim. To pa zahteva malo poguma. Ne malo, včasih tudi veliko, drznosti. Pa tudi tega, veste, da rečemo pri tem volji in odločitvi, ali bo, ne vem, se bodo vsi strinjali. Če Bog vari, če se čisto vsi strinjajo, to je nekaj narobe. Če te vsi hvalijo, je nekaj narobe. Če te nekdo kritizira, pomeni, da si na pravi poti, da imaš neko misel. Če te pa vsi hvalijo, pomeni pa samo, da delaš na populizmu, da bom ja čim bolj všeč vsem. In vemo, kam to vodi. Nikamor, propad. Tak človek propade. Tak človek je na koncu megla. Torej, volja, da nekaj naredim. Potem je pa četrti element pri kreposti, se pravi odgovornosti, pravi Aristotel pa je vrlina, krepost. To je pa, veste, kot bi rekli, da ima človek nek dar, bogatstvo, vrlino, da, se pravi, da odloči, da je pogumen, da je neka dobrota v njem, da je človek dialoga, da je človek, ki posluša, sočutja, preprostosti, našteva veliko različnih stvari. Aristotel, se pravi razum, preudarnost, volja in na koncu, seveda, je zelo pomembna ta vrlina, da se več govori spet o tem, na področju etike, vedno več, krepost, se pravi, rekli bi človek, ki ima neko srčnost. Človek, ki premisli in se potem odloči in to potem tudi stori. In pravi Aristotel v Nikomahovi etiki, tak človek, ki bo po teh stopnjah šel, bo lahko zares odgovorno bitje in bo v družbi nekaj naredil, ker ima voljo, željo, pogum, pa tudi tveganje. Življenja ni brez tveganja. Ne v osebnem življenju, ne kje drugje, ne pri odločitvi za samostan, za zakon, za ne vem kje. Povsod je tveganje. Brez tveganja ne gre.